Danes v Pomurskem dnevniku poraz v Londonu. Odločitev ustavnega sodišča. Agroživilstvo v Pomurju. Rekonstrukcija ceste. Jutri bo pretežno jasno. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Slovenski prvaki so po porazu proti Viteseju na svojem drugem skupinskem obračunu novega tekmovanja gostovali pri sloviti zasedbi Tottenhama, glavnemu favoritu v tem tekmovanju. Srečanje pa so izgubili z rezultatom 5-1. Žiga Kos je sicer v 52 minuti poskrbel za najlepši gol srečanja, ki kandidira tudi za najgol kroga. Črno-beli sicer prvič sodelujejo v skupinskem delu katerega od evropskih tekmovanj. Treba se navaditi na to, treba se navaditi na to hitrost, treba se navaditi na njihovo enostavnost, napadanje, brzino in to je ena stvar, ki moramo izdeči čim več pozitivnih izkušenj. Ja, sigurno, moramo črpati iz teh izkušenj, da bomo čim več takih tekem odigrali v prihodnosti. Kljub porazu so murskosoboški nogometaši imeli precej lepih priložnosti, a so jih nasprotniki kaznovali za vsako manjšo napako na zelenici. Mislim, da moramo mi imeti glavo gor. Mi smo se osramotili, želeli smo dati vse od sebe, oziroma smo dali vse od sebe, želeli smo biti čim boljši, tudi tekmo zmagati, ampak enostavno razlika je prevelika. Ja, imeli smo en odsek tekme, ko smo igrali, mislim, da zelo dobro, ko smo iztisnili, ko smo prišli v ritem tekme nekako, ampak to so take ekipe, ko te kaznujejo za vsako malenkost, tako da to smo danes občutili na svoji koži. S tema dvema hitrima goloma. Ampak ja, mislim, da smo imeli par delov tekme, ko smo igrali dobro, ampak tako pravim, to so top ekipe, ko poznajo vsako napako. V redu, prvih 15 minut smo se nekako lovili, 20, malo vse skupaj, ne vem, rabili smo nekaj časa, se adaptiramo, to bi mogli narediti hitreje, zato so nas kaznovali z dvema goloma. Potem smo pa nekako prišli počasi v tekmo, bili smo bolj sproščeni na žogi, malo več smo odigrali, več zadržali žogo, bili bolj agresivni in zato smo tudi nekako prevesti težišče drugi polčas na njihovo polovico, pripravili neke priložnosti, labi zabili, ampak na koncu pa so nas pač kaznovali, ko je njihov trener menjava. Črno-beli so še posebej v drugem delu srečanja dokazali, da so nevaren nasprotnik. Trener je takoj njihov reagiral zelo hitro in dejstvo je, da so potem naenkrat dali predstavo više, dajmo tako se izraziti, in prišli do teh 3 zadetkov, ki po mojem mnenju, glede na vse skupaj, je nekako realna zadeva. To je naredilo veliko razliko, zdaj vemo, zakaj so ti fantje toliko vredni. Dejstvo je, da smo spostavili neko ravnotežje v drugem polčasu, prišli do zmanjšanja zaostanka, ampak potem se je tale klasa prišla do svojega izraza. Ja, ko nasprotnik iz klopi pripelje Sona, Kejna in Lukasa, je sigurno razlika. Imajo ogromno kvalitetnih igralcev, prva enesterica menjave, vsi so na visokem nivoju, tako da so lahko dvignili ritem z njimi in na koncu so zabili to par golov. Tottenham je tako zabeležil 8. zaporedno domačo zmago na evropskih tekmah. Mu je pa Mura zabila prvi gol po nizu 6 tekem brez prejetega zadetka. Vlada je že v soboto 16. septembra na dopisni seji odločila, da pogoj testiranja ne bo več dovolj za zaposlene v državni upravi. Okoli 31.500 ljudi, ki so zaposleni na ministrstvih v vladi, na upravnih enotah ter policiji in vojski, bi tako moralo izpolnjevati pogoj prebolevnosti oziroma cepljenja, kar je povzročilo precej nezadovoljstva. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je včeraj odzval na odločitev sodišča, da začasno zadrži izvrševanje 10.a člena odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja. Današnjo odločitev ustavnega sodišča obžalujem, a jo bom seveda, to poudarjam, da ne bo spet prihajalo do nesporazumov, absolutno spoštoval. Pogoj PC v državni upravi torej od jutri naprej še ne bo veljal, zaenkrat ostajamo pri pogoju PCT. Naj pri tem opozorim, da gre pri današnji odločitvi zgolj za začasno zadržanje in ne za razveljavitev. In še, da ta odlok ni uvedel obveznega cepljenja, ga ni mogel in ni bil tak namen. Namen je bil zagotoviti varnejše delovno okolje v prostorih, za katere je vlada, če tako rečemo, neposredno odgovorna. Slovenija je trenutno v precej nezavidljivem stanju glede epidemije koronavirusa. In skupna borba vseh levih, desnih, pisanih, enobarvnih
medijev, stroke in tako dalje, bi sedaj morala biti, kako premagati to težavo. Kakšni ukrepi bodo sledili, danes ne morem in tudi ne želim napovedovati. Povem pa že sedaj, da danes in v naslednjih dneh oziroma do končne odločitve Ustavnega sodišča ne bom na voljo za gostovanja v večernih oddajah in za izjave, ker želim, da poiščemo rešitve, ne pa si graditi medijske podobe. Pred kamerami ne vem, če je že kdo, in tudi jaz mislim, da ne bomo rešili ničesar. Čaka nas torej resen pogovor, kako naprej. Še vedno pa verjamem, da smo skupaj sposobni doseči raven precepljenosti, ki bo omogočila, da nepriljubljene ukrepe odpravimo in se vrnemo v bolj običajne tirnice vsakdana. V Sloveniji je danes hospitaliziranih 419 ljudi, od tega 114 v intenzivni terapiji. Kljub temu, da je polno cepljenih že več kot milijon državljanov Republike Slovenije, kar predstavlja nekje 47,6%, smo edina država v Evropi, ki je trenutno v temno rdeči fazi. V dvorcu Rakičan je včeraj potekal javni forum o prekmurskem agroživilstvu. Sogovorniki na dogodku, ki ga je pripravilo Nacionalno stičišče za inovacije in podjetništvo v agroživilstvu, so bili enotni, da je prihodnost v povezovanju kmetijskega in živilskega sektorja. V Sloveniji namreč ne krepimo dovolj vertikalne povezanosti med pridelovalci surovin in predelovalno industrijo, kar je temelj za uspešno poslovanje. Na forumu, kjer so se pogovarjali o izzivih, s katerimi se soočajo pomurski pridelovalci in predelovalci hrane, so nekaj časa namenili tudi samooskrbi. Kljub temu, da se je samooskrba v Sloveniji v preteklih letih nekoliko zvišala, je še vedno sorazmerno nizko, pri 75%. Samooskrba je rezultat stopnje konkurenčnosti, se pravi, kako uspešni so te proizvodni sistemi, agroživilski sistemi, od kmetije, živilsko-predelovalnega podjetja do trgovine, ne nazadnje, kako uspešni so v borbi, tržni borbi. Zdaj, pomemben zaključek tega našega dela je ugotovitev, da v bistvu v kmetijstvu in živilstvu ni več romantike. Kmetijstvo in živilstvo je zelo trd trg, trda industrija, trda, zelo intenzivna tržna bitka je, kar se vidi. In zdaj, če deležniki v tej verigi, kmetije, živilska podjetja, niso sistemsko organizirana, se pravi in strateško povezana, sodelovalna, potem je seveda v tej bitki nemogoče zmagati. Živilska podjetja se znajo dobro povezati in zasledujejo aktualne trende. Povezanost pa pogrešajo predvsem med slovenskimi kmeti. Slovenski kmet kot samostojen individuum ne more na trgu uspeti. Tu ga trgovci bodo takoj prizemljili in mu dali izredno nizke cene. Mi v slovenskem kmetijstvu se moramo enkrat zavedati, da se kmetje moramo začeti povezovati preko zadrug, preko OPN-jev. Z povezovanjem bomo močnejši in izhodišče za določevanje cen bo bistveno boljše, če bomo skupaj nastopali, kot da nekdo individualno sam ide se nekam pogajati za ceno. Čeprav kmetijstvo in živilstvo delujete v zelo napetih in konkurenčnih razmerjih, vendarle delujete v skupnem interesu, predvsem pri ponujanju lokalnih, domačih izdelkov. Mi smo že imeli kar precej akcij, kupujem slovensko in tako naprej, lokalno, ta pravo, ampak jaz moram reči, da dejansko je to, da že mlade osveščamo, predvsem mladino, o tem, da je lokalno tisto ta pravo in da je domače tisto najboljše, in če se bo ta osveščenost tudi naprej razvijala in da bo kvaliteta produktov takva kot je, tako da enostavno se ne da primerjati našega domačega lokalnega produkta pridelanega tukaj doma ali pa enega, ki pride na tisoče in tisoče kilometrov daleč. Nekaj časa so namenili tudi razvoju kmetijske dejavnosti, ki ne leži le na velikih kmetijah, temveč tudi na manjših. Večje bi naj bile naravnane bolj na pridelavo hrane, majhne pa bodo priložnosti iskale v dopolnilnih dejavnostih, kjer je večja dodana vrednost. V občini Tišina so včeraj pričeli izvajati gradbena dela v okviru izvedbe projekta rekonstrukcije državne ceste relacija Murska Sobota-Gederovci. Rekonstrukcija omenjene ceste se izvaja od križišča državne ceste s cestno zveščico pred avtocentrom Andrejek do državne meje z Republiko Avstrijo.
Naročnik gradbenih del je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, občina Tišina in mestna občina Murska Sobota pa sta v projektu udeleženi kot sofinancerki. Izvajalec gradbenih del je podjetje Pomgrad s partnerjem Strabag, dela pa se bodo izvajala tudi s podizvajalci. V okviru projekta se bo izvedla rekonstrukcija voziščne konstrukcije z asfaltno prevleko. Izven naselij na desni strani iz smeri Murske Sobote proti Gederovcem bodo vzpostavili kolesarsko stezo, na levi strani ceste pa pločnik za pešce. Urejena bo nova ulična razsvetljava in položeno bo tudi novo vodovodno omrežje. Med rekonstrukcijo bo delo potekalo na večjih odsekih oziroma gradbiščih. Zaradi zagotovitve varnosti in nemotenega poteka gradbenih del bo v času izvajanja projekta večkrat spremenjen prometni režim, kjer so predvidene tudi delne zapore ceste. Tudi skrajni severovzhod Slovenije so v sredo zajele močne nevihte s silovitimi nalivi. Na najvišjem vrhu Prekmurja, Sotinskem bregu, je včeraj po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje padla rekordna količina padavin in sicer kar 58 mm v pol ure. Sicer pa so meteorne vode zalivale kleti, strele je zanetila požar, ponekod pa je padala celo toča. Lendavski gasilci so prečrpali vodo iz kletnih prostorov dvojezične osnovne šole 1 in v Dolgovaški osnovni šoli odmašili kanalete. V občini Ljutomer so gasilci prečrpali meteorno vodo iz kar 15 kletnih prostorov in 4 garaž ter očistili cestišče. V naselju Odranci pa je bilo v neurju močno poškodovano ostrešje stanovanjske hiše. Tamkajšnji gasilci so streho pokrili s folijo, obveščena pa je bila tudi civilna zaščita. Veliko dela so imeli tudi gasilci v naselju Tešanovci, kjer je voda zalila kleti stanovanjskih hiš. Poplavljenih je bilo tudi več cest. Ponekod na Goričkem je v zelo kratkem času padala velika količina padavin. Na najvišjem vrhu Prekmurja, Sotinskem bregu ali kot mu pravijo domačini Prekmurskem Triglavu, je merilna postaja Agencije Republike Slovenije za okolje izmerila kar 58 mm v 30 minutah in 76 mm v 60 minutah. 15-letni rekord pa je do zdaj znašal le 34 oziroma 37 mm. Močno deževje je tako na Goričkem zalilo številne kleti. Gasilci so vodo prečrpavali iz drvarnic in kuhinj, poplavljene so bile ceste in kmetijske površine. Po podatkih agencije bi se takšne padavine na Sotinskem bregu lahko ponovile šele v nekaj stoletjih. Jutri bo pretežno jasno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli pretežno jasen dan s temperaturami okrog 14 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko, v Murski Soboti in v Radencih namerili 14 stopinj, v Lendavi pa 13 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, po nižinah v notranjosti Slovenije pa se bo zjutraj in deloma dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okoli 8 stopinj, dnevne pa okoli 22 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek bodo na zahodu krajevne padavine, ki se bodo občasno razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Na vzhodu bo suho in deloma sončno, krepil se bo jugozahodni veter in razmeroma toplo bo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 8 do 14 stopinj, dnevne pa od 21 do 26 stopinj Celzija. To pa je tudi vse, kar smo imeli pripravljeno za vas v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa lahko kot ponavadi najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prihodnjič.